Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo 24. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Upravičil se je Jožbe Pori, ostali smo prisotni. Pred vami je dnevni red današnje 24. redne seje. Ena sprememba na dnevnem redu, in sicer umik 6. točke, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franceta Sušnika, ker zadeve še niso usklajene in tako pripravljene, da bi jih lahko obravnavali in jih umikamo. Drugače pa gremo po dnevnem redu naprej. Kdo je za potrditev dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje, pa 32. in 33. dopisne seje. Pripomb pisnih niti ustnih ni bilo. Želi kdo razpravljati o zapisniku prejšnje seje in dopisnih sej? Če ne želi, potem predlagam, da vse 3 zapisnike potrdimo z dvigom rok. Kdo je za sprejem zapisnikov? Hvala. Smo pri točki 4. Zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2025 skladu z 98. členom ZJF. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. V skladu z zakonodajo smo pripravili zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2025. Do 28.2. smo oddali bilance na AJPES, do 31. marca smo pripravili obrazložitve zaključnega računa in jih posredovali na Ministrstvo za finance. Župan je predlog zaključnega računa predložil občinskemu svetu obravnav na občinski svet do 15.4. Zdaj pa imamo rok, da 30 dneh po sprejetju na občinskem svetu poročamo še na Ministrstvo za finance. Celotni prihodki so bili v letu 2025 realizirani v višini 21.955.346 evrov, kar pomeni, da je 60,6% realizacija veljavnega proračuna. Proračun je bil sprejet v mesecu januarju 2025, rebalans 1 v mesecu juniju in rebalans 2 v mesecu oktobru. Največja odstopanja pri prihodkih so bila pri transfernih prihodkih, realizacija je bila 14.162.000, plan pa je bil 27.486.000, to je šlo za sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih odhodkov. Tole v zadnjem rebalansu nismo mogli pravilno planirati, ne pa smo zato pač bolje, da večji znesek planiramo, ko pa da imamo primanjkljaj. Ostali prihodki pa so bili v višini 7.793.000, dohodnina je bila 5.110.000, davek na premoženje 713.000, nedavčni prihodki 1,5 milijona, potem kapitalski prihodki, prijete donacije, pa prijeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU. Odhodki pa so bili realizirani v višini 25.192.880 evrov. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 3.237.000, ki se zmanjša z najetjem dolgoročnega kredita v letu 2025 za 1.885.000, pa še najetje kratkoročnega kredita smo imeli v letu 2025 2.130.000, pa še odplačila v dolga v višini 452.910. Razlika med prihodki in odhodki oziroma ostanek konec leta je bil 894.672 in se je prenašal v leto 2026.
Konec leta smo imeli tudi odprte obveznosti, izkazane v višini 3 milijone pa pol. Od tega je bilo že delno tudi zapadlo v višini 2 milijona. Gre pa za vse investicijske odhodke. Ostalo smo redno plačevali, kar se tiče društev, javnih transferjev javnim zavodom. Do sedaj smo že prijeli 1 milijon v višini za sanacijske projekte, gre delno za pokritje obveznosti z konca leta, delno pa za tekoče obveznosti, tako da za ostale projekte pa še čakamo potrditev in sredstva. Gradivo ste prijeli v zakonitem roku, poleg bilanc imate še sklepe o prerasporeditvah, inventurni elaborat, potem namenska poraba prihodkov, poročilo o porabi sredstev rezerve in poročilo stanja COFOK. Morda glede realizacije projektov še župan pove. Ja, v bistvu smo, kar se tiče realizacije projektov, smo v lanskem letu 7 projektov, ki smo jih večinsko že v lanskem letu štartali, sprocesirali, še ne vse. Teda smo v letošnjem letu približno milijon pa še nekaj sredstev že dobili za investicije, ki so v lanskem letu začete, svoje smo poplačevali in zaradi tega je ta razlika med prihodki in odhodki v višini 3 milijone, nekaj smo zdaj že poravnali, 770 000, ostalo pričakujemo, zdaj stvari se odvijajo, ampak sami procesni roki so še kar dolgi in to traja. Vmes seveda tudi letošnje investicije skušamo procesirati, ustavlja se, pravzaprav ne ustavlja, ampak upočasnjuje se zaradi tega, ker na MNVP-ju želijo imeti še pri investicijah, pri sanacijah, za katere je vrednost večja od prijavljene škode v ID. To je pa v bistvu za vse, skoraj za vse prijavljene, za 99% prijavljenih, ne samo pri nas, po celi Sloveniji. Zahteva še dodatne obrazložitve in dodatno mnenje DTP-ja. In vse te stvari zavlečajo za mesec dni. Preden da projektanti obrazložitev naredijo, mi pripravimo in preden da DTP obravnava, ker je zdaj DTP zasud z dvojnim delom. Z normalnimi projekti pa še ponovna ocena tistega, kar so že delali in so jamrali vsi po vrsti, da na zalogi, da imajo projektov, ki so neobdelani še ogromno. Sej delajo vsi na polno, na MNVP-ju, DTP-ju, ampak postopki so tako komplicirani in trajajo. Pravzaprav, če bi rekel, od začetka, ko imaš projektno dokumentacijo s popisi, pa da prideš do finančnih sredstev, je najmanj 8 mesecev časa. Ja, najmanj 8 mesecev, če vemo, da smo lani štartali, ampak problem je seveda, ker mi štartamo z deli, postopki pa tečejo, no, mislim, mogoče sem malo pretiraval, ampak če bi povprečju vzeli, eni gre hitreje, eni počasneje, ampak kar dolgo časa, zdaj, ker grejo v ponovno preverbo, se podaljša čas, ampak stvari tečejo in upam, da bo tekle tako, kot so do zdaj tekle, vsaj tako, če ne boljše, pa jaz računam, da bo hitrej. Zaenkrat stvari tečejo, ne glede na to, da smo imeli volitve, stvari tečejo, to so tekoče stvari, tako da upam, da ne bo tu neki po naslednjem tednu, ko se konstituira državni zbor in da bo čim prej prišel do ene stabilne vlade, s katero bomo lahko pol normalno delali naprej, tako kot so stvari zastavljene. Jaz mislim, da sanacijski program, ki je do leta 2028, da je zastavljen tako, kot je in da bo stvari peljalo, ne glede na to, kdo in na kak način bo formiral vlado. Drugače pa delamo vse, kar je možno, odvisni smo seveda tudi od projektantov. Mi računamo, da, mislim, želimo si, da bi šlo hitreje, no.
delamo na tem, ampak včasih nam ne uspe, včasih nam bolj uspe, včasih manj. Tako da, vsi smo polno zasedeni in res je, če hočeš nekaj hitreje spraviti, moraš nekaj drugega dati na stranski tir in to je. Drugače pa seveda hvala vsem, ki sodelujete. Jaz upam, da bomo te stvari sprocesirali malo hitreje in da bomo prišli do likvidnih sredstev, ker likvidnost je pa težava, ne samo občine Prevalje, ampak čisto vseh občin v slovenskem prostoru. Mi smo poskušali lansko leto, do konca leta še nekaj pokrivati sproti izvajalce. Zdaj upam, da bojo stvari šle naprej, da bomo lahko jih tudi. Medtem ko imajo druge občine še bistveno več obveznosti do izvajalcev. Nimajo prikazanih toliko minusa, ampak mi smo nekaj reševali z dolgoročnimi pa s kratkoročnimi krediti. Toliko Zdravko, odbor za KCG pa finance si krti. Ja, hvala. Ker v imenu obeh odborov bi poročil, da smo odbor za finance in proračun in odbor za komunalno cestno gospodarstvo oziroma varstvo okolja sta obravnavala zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2025 in ga v soglasju sprejema ter ga dajete občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. KCG ni obravnaval, finance so obravnavali. Ja, v redu, jaz sem se zmotil. Pri naslednjih točkah si v imenu obeh odborov. Dajem razpravo, želi kdo? Izvoli. Jaz bi sem to rekel, zaradi teh projektov. Problem je, zdaj se pojavil glede na dopis državne sekretarke 25. oktobra lansko leto za razmejitev, kaj pomeni rekonstrukcija, pa kaj pomeni sanacija. Zdaj, kolikor smo mi pač gledali, ne govorim samo za občino Prevalje, tudi na splošno, so pač ocene škode bile napačno napisane. V oceni škode ste dali en del metra, v projektu je pa, karikiram, ste dali 100 metrov, v projektu je pa 1 kilometr. In to so tiste obrazložitve, ko morajo biti. Ker popravim, kar je bilo v Ajdi, je 100 metrov sanacija, ostalih 900 metrov bi ne bila pa rekonstrukcija. Je pa velika razlika, Zato pride do teh obrazložitev, se pravim, nisem to za občino Prevalje, tudi pri ostalih občinah moramo to obrazložitev zahtevati, s tem, da mora ponovno DTP to potrditi. Zato se je stvar zavlekla. Če bi bilo pa v oceni škode napisano, kaj se 1000 metrov, po projektu 1000 metrov, nimamo dobenih težav s tem, Dobenih težav ni s tem. Gre to normalno projekt naprej, to kot pač je, Ampak še enkrat poudarjam, da je to bilo pač 25. oktobra strani MNVP-ja, državne sekretarke, je bil dopis, ki je na spletni strani, tudi ga lahko vidite vsi, In to je to, ta zadržek zdaj, trenutno. Ampak lahko pa rečem, da mi delamo naprej normalno, kot da se ni nič zgodilo. Tudi za Prevalje. V glavnem je vse stvar interpretacije, tehničnih obrazložitev in tega, kako se kdo znajde. Ampak zanimivo, da je ta dopis šele zdaj zagledal luč sveta 2 dni nazaj, 3 dni nazaj. Ne, Matic je skozi na spletni strani. Mi smo pa gledali na spletni strani. Vse to so mi več občin je to povedali, da niso gledali na spletni strani in med drugim to včeraj, ko sem imel v Mislini pa v Slovenjgradcu, so rekli, da so pred 2 dnevoma to videli. Ampak res je to od 25.10.2025 naprej. Ampak, okej. Pa ne moramo mi vsak dan vse spletne strani ministrstva gledati, kdo objavlja, ampak pošteno bi bilo,
ker gospa državna sekretarka že davno več ni državna sekretarka, ampak je direktorica direkcije za vode, agencije. Izvoli. Ko smo leta 23 imeli to katastrofo, smo imeli nek kratek rok, v katerem smo morali vsa poročila o cenitvah narediti in občina Prevalje jih je vdala na Ajdo edina pravočasno na vseh področjih, še predno, da je država dala navodila, kako jih naj delamo. To je, ja, skoraj v celoti, zadnji so navodila skozi prihajajo, zato smo imeli tudi popravke, ampak nič za to. Zdaj je pa pol leta 23, dve leti po tistem nekdo nekaj napisal, popolnoma jasno je, da bi moral napisati točno konkretnim občinam tudi poleg splošnega obvestila, ampak dobro, jaz upam, da nam boš lahko pomagal, pa da bomo zadeve tudi tako obravnavali. Samo drugače ceniti, ko pa so takrat bile navodila, če je cesta v nekem ovinku bo utrgana zaradi plazov, zaradi vsega tistega, ko pa da se je v tistem delu 500 metrov, da se je pa pol dovolil na račun tistega celoto v rekonstrukcijo, ita ne, je pa seveda druga zgodba. Hvala Bogu, da se je in da smo marsikaj lahko naredili v tem obdobju. Nekaj treba reči. Takrat, ko je komisija delala ocenitve, komisija se ni spuščala v geologijo, v ono, drugo, tretjo, komisija je na oceno, vse drugače ne more. To je bila tričlanska komisija, ki je hodila od enega do druge zadeve, nekaj smo jih tako ven spustili, nekaj smo jih dodatno, ne. Ampak hidrogeologija zahteva čist nekaj drugega, ne, in zato so pol projektanti, geologi, ki gre na teren, ucovi, kaj je, kako, ker ti, ko delaš sanacijo, moraš sanacijo tako narediti, da ti tako neurje in take poplave tega ne bojo več narediti. Ja. To je dolgoročna vzdržnost, kar je osnova. Ja. Hočem sam to reči, Zdravko, se ne strinjam s tabo, navodila za oceno škode so skozi ista. Bile so spremembe pri poročanju občin prvi, drugi, tretji, četrti imenik, to pa z oceno škode nima nič. Tam so bile spremembe. Spremembe za oceno škode pa niso bile, so skozi iste, v skladu z zakonom. Bilo je pa sprememb, to pa lahko rečem, da so bile spremembe pri poročanju pri prvem, drugem, tretjem, četrtem imeniku iz predplačil. Tam so pa bile spremembe. Sproti, a ne? Dobro, se ne gre za to zdaj, kar je, mi poskušamo dobiti projektante, ki strokovno oceni, strokovno obrazložitev, material, ki je potreben za to in to delajo, ampak to svoja zahteva. Projektant 14 dni, 3 tedne, pol DTP, razpis, pa vse ostale stvari in to ti podaljšajo. Berni, izvoli. Hvala za besedo. Bi izkoristil priliko, pa bi se zahvalil vsem akterjem, ki so pomagali, da se je naša dolina v takem kratkem cajtu obnovila. Še posebej zahvala za kolego na oni strani mize, nem govoril, tako se vete. Drugače pa poslušam, počas, nekamor ne gre. Dajmo biti pošteni, občina Železniki 20 let ni naredila tiste, kar je občina Prevalje ustvarila v 3 letih. Teda malo moramo biti tudi realni, no. Kar je tega. Pa imam pa mogoče samo eno vprašanje še za Veroniko. Jaz nisem tek pametno, da bi znal tudi zaključne račune brati. S kjer mognarju se je plačala kupnina za zemljišče od Mercatorja. Je to tisti najeti kredit ali kaj drugega? Ja, 900.000 smo vzeli kredit v letu 2025 ja. No. Ok, hvala. Še kdo? Če ne, mogoče še enkrat. Delali smo, delamo in bomo delali, dokler bomo imeli te možnosti, izkoristili vse potencijale, ki so dani. Ni pa vse odvisno od nas, to je pa tako vedno. Ampak delamo na polno, dolg čas nam ni. Hvala, potem dajem predlog zaključnega računa na glasovanje. Kdo je za sprejem zaključnega računa? Hvala, vsi za. Smo pri točki 5, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnje večstanovanjske stavbe na Prevaljah. Prva obravnava, prosim, Emo za kratko obrazložitev.
Hvala za besedo. Občina Prevalje je na podlagi investicijske pobude lastnika nepremičnin pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjske stavbe na Prevaljah. Območje OPPN se nahaja na centralnem delu naselja Prevalje in sicer na parcelnih številkah 233/1, 3, 8, 9, 16, 17, 18, 19, vse kao Farna vas, v skupni izmeri cirka 0,09 hektarja. Izven območja urejanja pa so predvideni posegi v zvezi s priključevanjem območja na gospodarsko javno infrastrukturo. Postopek se izvaja v skladu z ZUREP 2 in sicer občina je najprej sprejela sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta, potem je od ministrstva dobila identifikacijsko številko. Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo, da za pripravo OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s sprejetim programom priprave OPPN so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za načrtovanje, ki so bile upoštevane pri pripravi osnutka prostorskega akta. Potem ta osnutek OPPN smo posredovali mnenje dajalcem in pridobili prva mnenja in na podlagi teh pridobljenih prvih mnenj občina izdelala osnutek OPPN, ki je bil javno razgrnjen v času od 15. oktobra 2025 do vključno 15. novembra 2025 in javna obravnava pa je potekala 5. novembra 2025. Na javno objavljen dopolnjen osnutek ni bilo nobenih pripomb, tako da je bil pripravljen dopolnjen osnutek oziroma ki je enak predlogu. Ta dopolnjen osnutek smo posredovali še v druga mnenja, ki so vsa bila pozitivna, tako da zdaj je na vaši mizi in predlagamo, da ga potrdite. Hvala lepa. Hvala. Odbor za KCG, Zdravko, izvoli, ti si bil. Ja, odbor je obravnaval, se seznanil z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za gradnjo večstanovanjske stavbe na tej lokaciji, kot je bilo predstavljeno, in predlaga občinskemu svetu, da ga po obravnavi sprejme v prvi obravnavi. Glasovanje 5 za, 2 sta bila odsotna. To je vse. Hvala. Odbor za Komisijo za statut in pravno vprašanje, Ivan, izvoli. Hvala lepa. Tudi Komisija za statut in pravno vprašanje obravnava ta predlog odloka občinske podrobne prostorske načrte. Tu smo dodali in sicer, da prva obravnava je ugotovila, da je pripravljen v skladu z ZUREP 2 in ZUREP 3 ter drugimi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu obravnav in sprejem in sicer z naslednjo spremembo. Po 46. člen začetek veljavnosti ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. S tem sklepom smo bili vsi soglasni. Komisija pa tudi predlaga občinskemu svetu v skladu z 6. odstavkom 83. člena poslovnika, da bi ta odlok, kateri na predlog po prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb, tudi se združil pri drugi obravnavi. Ta sklep je bil za 4 proti 1. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Berni, izvoli. Ja, tek da malo pojasnim zadevo. Jaz sem bil včeraj na odboru, bi rekel, kar zadržan. Zadržan sem bil pa zaradi tega, ker nisem vedel, da so pridobili že soglasje od sosedov. Zato sem bil tudi, bi rekel, proti hitremu postopku. Danes sem pa zvedel, da je soglasje oddano, tudi da ne vidim nobenih zadržkov več, tudi da glasujem brez čiste vesti za. Hvala. Zdravko. Jaz bi nekatere take pripombe dobronamerne, ob tem, ko se seveda lahko tak predlog sprejme v prvi obravnavi, imel. Gre za to, da tak dokument, ko je v bistvu neka trda smernica projektantom, kako morajo stvari sprojektirati, da potem dobi stranka gradbeno dovoljenje. In tu vidim, da so stvari spet v nekaterih delih precej oštro postavljene, tako da bojo težko izvedljive in bojo pol problemi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. In predlagam, da se naročnik in pa izdelovalec
še v tem tudi posvetujejo, pa tudi z upravno enoto. Za primer, spet je obvezno graditi napajanje za električne avtomobile. A ne? Kako boš to pol lastninsko rešil, da bo na tem območju, v tej zgradbi, ki bo potem nekje po stanovanjih zasebna last, a ne taka polnilnica funkcionirala. Tam bi samo lahko, vem, da so pol problemi pri izdaji dovoljenja, tako so bili že v Ravnah, ne dobi gradbenega dovoljenja, če nima tako načrtovano. Tam mora biti pa napisano, da lahko se to gradi, ne pa da se mora. Ne, lejte, koliko bomo mi napisali zdaj, pa bomo pa krivi, a ne? Mi ne moramo drugače kot zakonodaja. Pa ne govori zakonodaja tek obvezno. Lahko se napiše, da lahko. Ja, seveda je naš problem. Ne more. Vse pa to bo projektovo in če bo možno, ja, in se dobi, da mora biti polnilnica v... Ne vem, da ima zdaj OPPN za polnilnico, ne vem. Zakaj, če je predpisana? Ne vem, ampak v projektni dokumentaciji bo to, ne? Ne, zdaj je predpisana... V projektni dokumentaciji se pa dobi DDD, pa PDD, ne vem, no. Vem, ampak če je v projektu... No, sej... Ne moremo mi spreminjati zakonodaje in uredb, zato so v Ljubljani tisti, ki so predpisali in OPPN mora biti v skladu s tem in smernice in točno potem je bil narejen. Tako da mi ne moremo, mi nimamo toliko svobode, mi rekli, a veš, to bi vzeli, to pa ne bomo vzeli. Bojo težave, ampak bojo projektanti pa izvajalci že rešili te stvari. Jaz mislim, da bojo. Drugi problemi, a ne, glede parkirnih mest. Ja. 14 stanovanj, 28 parkirnih mest, Ja. ki bojo zgrajene v objektu, tako piše, a ne? Ja. Tule sem že dolgo zagovornik tega, tu morda ne ki potem OPPN, ampak nasplošno bi morali iti nasproti, da od takih zadev, ko gradimo parkirne na mesta pod objekti, ker je to dobro za rabo prostora, za občino in za vse, da od tiste kvadrature ne računamo komunalnega prispevka. Zdaj pa jaz pač povem svoje mnenje, ne. Zdaj pa zato, ker bo nekdo, da bo zunaj omogočil več zelenih površin, parkirne enote šel graditi v zgradbo, v podkletitev, kar je bistveno dražje, že gradbeno gledano, a ne bo pa nagrajen za tem, da bo šel tistega komunalni prispevek plačati. Če bomo tako delali, dajte, da do kraja lahko vse imam 7 minut. Pa nisi ti tisti, ko boš ocenil, ima vest. Dej, umirimo se, ko je brez veze, da se... Na kak način uporabljamo naš prostor. Tako kot smo ga od začetka Špara pa do konca Špara, ko imamo skoraj celo Prevalje polje zazidano na nivoju enega nadstropja, potem pa govorimo o tem, kako manj racionalno rabiti prostor in bomo zmenili za dodatne zazidave, nič ne gradimo v lufta, ne, šli iskat, ne gradimo kar pusti. Ne izkoriščamo prostora. Zdravko, na polju ne moremo delati podzemnih garaž. Zaradi poplavne varnosti in zaradi tega. To je zdaj še na novo. Dobro. V redu, ampak OPPN, ne, nekaterih delih je možno bolj kot drugi. OPPN nima, to je izvedba OPPN, izvedba projektiranja, izvedba tega, ampak OPPN je okvirna usmeritev, ki je v skladu z zakonodajo pripravljena. Izvoli. Ja, dejansko občina odloča, a bomo v tem prostoru sploh dovolj graditi, ali ne, kar lahko. Vse ostalo delo pa pravna nota, pod kakim pogojem, pod kakšni varianti. Pa kje bojo imeli parkirne prostore, ki jih morajo imeti, a ne. In še nekaj, Matic. Tretja stvar, kar je Zdravko rekel, da bi pač to se ne bi komunalne prispevke upošteval. Absolutno se mora. Testo stanovanje bo zaradi tega, ker bo imel garažo v kleti tudi tek pa tek več, uredno, za večji denar se bo prodaval. To je prva stvar. Druga stvar je pa sej, od zunaj niti nimajo prostora, da bi zagotovili 28 parkirnih mest. Je pogoj, da gre v spod. Malo me pa čudi, da bo to lahko delali
zraven meže, pod nivo meže, bodo lahko delali podzemne garaže, nekje na onom koncu, ko je bistveno dal, pa ne, ne. To ni moj problem, v glavnem oferti, hvala. Sej tu, ko delamo idejno zasnovo za Mercator Tehnika, so podzemne garaže predvidene. Tam, kjer je možno, seveda ti podraži gradnje, ampak zaščitiš prostor. Dobro, ostanemo na OPPN-ju. Jaz predlagam, tako kot je Komisija za statut in pravna vprašanja, da glede na to, da ni možnih nekih bistvenih sprememb, da sprememo v prvi in druge obravnave in bom dal na glasovanje prvo ta sklep. A smo za to, da v prvi in drugi obravnavamo? Izvoli. Smo za. V redu. Hvala. Torej, v prvi obravnavi dajem na glasovanje v prvi obravnavi sprejem OPPN-ja. Kdo je za sprejem tega? Si za? Želi kdo razpravljati pred drugo obravnavo? Če ne, potem dajem še enkrat na glasovanje v druge obravnave za sprejem OPPN-ja. Si za. Hvala lepa. Res je, ogromno dilem in ogromno stvari se bo pojavljalo, tam, kjer jih mi lahko rešujemo, bomo pomagali. Tudi pri pridobivanju določenih stvari bomo pomagali, se pomagamo, kolikor se da. Izven okvira, ki ti ga pa zakonodaja predpiše, pa ne smeš. Hvala. Smo pri točki 6. Dokumentacija za sanacijo po naravnih nesrečah v letu 2023. Tu gre za dipe za del gozdnih cest, za katere pač moramo imeti, ne bi nam potrebno vso dokumentacijo, ampak na koncu, ko bomo izstavili zahteve, bomo mogli dokumentacijo predstaviti. In to so dipi, prosim, Danilo, kratko razložiti. Jaz sem kar združil vseh 7 dipov značilnosti, da ne bomo pri vsakem ponavljali, pa bom pa naštel dolžine pa odseke. Torej, skupne značilnosti za poškodovane zgodne ceste, namen je potrjena investicijska dokumentacija, ki jo potrebujemo za koriščenje sredstev, vir financiranja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 100%, torej občina to nima sofinanciranja, dogodek je vezan na poplave 4. avgusta 2023, cilji so sanacija poškodovanih gozdnih cest zaradi plazov oziroma naravne katastrofe, terminski plan, vse ti dipi naj bi se realizirali v letošnjem letu, ker tudi sredstva moramo pokoristiti, pa še predlog dodatnega sklepa k vsem dipom je pa predlagan, da se občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke, če bo to zahteval pač postopki pridobitve. Naštel vam bom te ceste. Prva je Žagarjev mlin Žagar v dolžini 600 metrov, vrednost 43 tisoč, zaokroževal bom vrednosti. Druga je Kotni kot Vranske peči, 3100 metrov, 378 tisoč evrov. Leška cerkev Ovnič je dolžina 1660 metrov, vrednost 251 tisoč. Praper Stolčnik tudi na Lešah 900 metrov, vrednost 319 tisoč. Šumnik Blek, slab kilometer in pol, vrednost 134 tisoč. Rašešnik Zabernikov mlin, dolžina kilometer 700, vrednost 499 tisoč in pa jug Macigoj, dolžina 4300 metrov, vrednost pa 121 tisoč evrov. To. Hvala. Tu gre za del sanacije v tamponski obliki, del v asfaltni obliki, še nekatere stvari pa se pripravljajo, še neki večji odseki še, tako da na voljo imamo še približno 3 milijone 400 sredstev za gozdne ceste. In tu imamo še en dodatni problem, kot sem že rekel, ker lahko izstavimo zahtevek šele po končanju vseh del v enkratnem zahtevku in moramo seveda v tem času zagotoviti finančna sredstva. Poskušamo najti vire, tako da bomo lahko to realizirali. Odbor za KCG, Zdravko, izvoli. Ja, hvala. Tu pa sta oba odbora obravnava
Zato bi kar v imenu obeh odborov za finance in proračun in pa odbora za KCG povedal, da smo obravnavali vseh 7 DIP-ov od A do G. V taki vsebini so bili predstavljeni kot danes na seji občinskega sveta in ko vsem smo dali soglasja s tem, da so seveda določeni na odprta vprašanja, ki se bodo lahko pojavila v času pol pridobivanj potrebnih soglasij. Morda bo gospod kolega več povedal o tem, drugače pa v taki obliki je bo to sprijeto. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem... Izvoli, prosti. Nisem te videl. Jaz bi samo to rekel, te DIP-e sprejmemo, predlagam, da se pač sprejmejo, s tem, da bojo pa korekcije teh DIP-ov mogle biti, v vsakem primeru se bo mogla pač upoštevati indeksacijo oziroma revalorizacijo, kakokoli imenujemo, tako da ta sredstva, ki so pač zdaj napisana na DIP-ih, bojo večje, to hočem reči, s tem, da izvajalci, ki bojo pač izbrani, bojo 10% povišanja stroškov krili sami, oziroma kar bo več od povišanja od 10%, tisto bomo pač pole mi z indeksacijo krili. Toliko da v informacijo samo. Hvala. Taka so navodila. To ne pomeni 10% od celotne vrednosti, ampak pomeni 10% dviga cen v tistem obdobju, v mesecu dni, nosi izvajalec sam stroške. V vsaki situaciji, kar je pa več od tega, pa krije država. In enako bo tudi za, ne samo za gozdne ceste, tudi za občinske ceste in vso infrastrukturo, ki jo ima. Še kdo? Izvoli. Ja, hvala. Zdaj, ko je gospod že malo omenil, me pa zanima, če kaj vemo, že kaj bo takih projektov, da grejo nad 10% cene, če se že to kaj približno ve. To so projekti, ki so v teku, od, bom rekel zdaj, od 1.4. naprej, pa ostali, ostali projekti, ki se bojo na novo začeli, Ni pa to retroaktivnost za nazaj. Ni retroaktivnosti, to. Odkar je pač ta naftna kriza. V Trumpu izstavili račun, pa bo. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da te DIP-e sprejmemo v kompletu. Kdo je za sprejem teh DIP-ov za gozdne ceste? Kdo je za? Hvala. Vsem smo to točko zaključili. Smo pri točki 7, poročilo o delu medobčinskega redarstva občine Mežiške doline. Vodje redarstva ni. Pušti, na kratko, prosim, izvoli. Lep pozdrav. Najprej večemo vodjo redarstva, gospod Irino Došen, ima druge obveznosti. Mene prosil, da pridem predstaviti poročilo. Sem Aleksandar Hočevar, upravljam delo redarja že od samega začetka te službe. Na hitro, na redarstvu smo zaposleni 4 redarji, vodje redarstva. Ravno z današnjim dnem je začel z delom s polnimi pooblastili ta 4. redar, ki je bil v lanskem letu zaposlen. Delo organiziramo v dvojicah, v paru in na tak način probamo zagotoviti malo višji nivo varnosti v postopkih, ker je zadnje čase kar precej nestrpnosti, agresivnosti tudi do redarjev. V lanskem letu je bila tako podana ena kazenska ovadba zaradi agresije do redarja. Imeli smo tudi 3 primere nedostojnega vedenja do uradne osebe, in sicer enkrat v Črni, 2krat na Ravnah. Pri samem delu poskušamo dati poudarek na okolico javnih ustanov, šole, vrtci, zdravstveni domovi, potem na prostorih za invalide in kjer so udeleženi v prometu najšibkejši, se pravi, to so pločniki, prehodi za pešce in podobno.
Radarji sodelujemo tudi v nacionalnih preventivnih akcijah, potem sodelujemo z policijsko postajo Ravne in Dravograd, medobčinskim inšpektoratom, lokalnimi sveti za preventivo. To je predvsem v času varovanja otrok prve šolske dni na prihodih za pešce, potem nudimo pomoč pri izvedbah kolesarskih izpitov in pa tudi nadzor v bližini šol, uporabo varnostnih pasov, otroških sedežev. Redarji se tudi usposabljamo, udeležujemo različnih usposabljanj. V lanskem letu smo bili na usposabljanju temeljnih postopkov uživanja z uporabo AED in od lanskega leta imamo v vozilu tudi avtomatski defibrilator, glede na to, da pokrivamo 5 občin in smo kar precej prisotni na terenu, je to ena zadeva več, ki je v pomoč. Največ prekrškov beležimo v mirujočem prometu, to je napačno parkiranje, kjer je prepovedano s prometno signalizacijo, prihodi za pešce, pločniki, avtobusna postajališča so še vedno precej problematična in pa tudi po različnih občinskih odlokih. Zdaj, v spomladanskem delu se kar po večini občin pojavi velik problem z pasjimi iztrebki, ker po zimi pač lastniki ne pobirajo iztrebkov in ko sneg skopni, vidimo potem, kaj imamo. In v nekaterih občinah se tudi pojavlja prekomerno razmnoževanje prostoživečih živali, predvsem zaradi hranjenja le-teh in zdaj nekatere občine imajo to rešeno z odloki, prepovedana dejanja. Je pa potem težava pri nadzoru, ker kolikor izvajamo nadzore, sploh pri pobiranju pasjih iztrebkov, veliko sprehajalcev oziroma vse sprehajalce vidimo, da to pobirajo. Ne moramo pa zagotavljati 24-urne prisotnosti na vseh področjih. Tako sem že rekel, delamo v 5 občinah od Dravograda do Črne. V lanskem letu smo obravnavali skupno 1482 postopkov, od tega 724 Ravne, Prevala 74, Mežica 209, Črna 81 in Dravogradu 394. Če se zdaj vrnem na občino Prevalje, kjer smo imeli 74 postopkov. Zdaj v enem postopku je lahko več prekrškov obravnavan, temu se reče prekrškovni stek, če se gleda statistika. Je to 81 prekrškov, izdanih je bilo 33 plačilnih nalogov, 31 opozoril, pa obravnavali so tudi 10 zapuščenih vozil v občini Prevalje. Največ prekrškov je bilo ravno avtobusna postaja, 24 primerov, 13 je bilo parkiranih na prihodih za pešce oziroma pločnikih, 10 na intervencijskih poteh, 10 smo imeli zapuščenih vozil, 6 parkirano na naselju, kjer poteka obojsmerni promet in sredinska črta ni zarisana. Potem pa še križišča, prostori za invalide, kjer je prepovedano s prometno signalizacijo in tudi 2 primera sprehajalcev psov, ki niso imeli psov na povodcu. Sama redarska služba na splošno je dokaj dobro sprijeta. Zabeležili smo v lanskem letu 34 prijav, to je na telefon, elektronska pošta ali osebno v pisarni. Ogromno prijav dobivamo redarji na terenu, tudi na naše telefone, te primere potem takoj obravnavamo v času nadzora. Zdaj, kar je pa ostalo, če prije po elektronski pošti, se pač gre na teren, pogleda in kolikor je prekršek še v teku, se ukrepa v skladu z zakoni in pooblastili. Ogromno je pa tudi občanov, ki prijavijo in se noče izpostavljati, ne podajajo osebnih podatkov, da bi lahko na prijavo se prekršek oziroma to speljalo naprej. Zdaj, redarji pa tudi nismo samo kot prekrškovni organ, nudimo tudi različno pomoč občanov. Veliko se v poletnih časih nas obračajo tudi turisti, ko se jim pomaga s kako usmerjanjem. Potem smo že pomagali spremiti poškodovanega do zdravstvenega doma. V letošnjem letu smo se tudi udeležili akcije iskanja pogrešane osebe, v preteklosti pa smo že tudi
oživljali poškodovanega. Tak na hitro, v takem telegrafskem stilu, okrog poročila. V redu, hvala. Odbor za KCG in finance, Zdravko, izvoli. Odbor je obravnaval poročilo o delu medobčinskega redarstva občine Mežiške doline in občine Dravograd za leto 2025, izrazil pohvalo za delo redarske službe in predlaga občinskemu svetu, da poročilo sprejme. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, Aleksandar, izvoli. Hvala za besedo. Tudi odbor za gospodarstvo se je seznanil z tem poročilom redarstva, medobčinskega redarstva in ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Dajemo razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Hvala lepa. Jaz imam pa dva vprašanja, in sicer, če imamo mogoče kakšne podatke za občino Prevalje za leto 2024 pa 2025, kakšne bo razlike, a so se prekrški znižali ali zvišali, pa zdaj, ko ste 4 zaposleni, če se gre na popoldansko smeno tudi. Hvala. Poročila so tudi objavljena na spletni strani redarstva za vsa leta nazaj, se da pogledati, lahko pa poleg tudi doma, mislim, v pisarni naredim pa pošljemo, to ni problem dobiti. Kar se tiče pa izmenskega dela, smo leto že začeli tudi z popoldanskim delom, tako da zdaj smo dejansko od 7 zjutraj do 5 popoldan v 2 smenah. Hvala. Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Jaz tudi po eni strani pohvalim redarsko službo, imam pa jedno vprašanje kot invalid in kot predsednik sveta invalidov. Kako je to narejeno, zato jaz vem, da kakšne pogodbe imate vi, a tudi gledate pri trgovinah, tako recimo Špar. Špar pa vem, da ne, da to ni njihovi pristojnosti, ampak glede invalidov vidim, tu parkiranje vse pri Šparu je najbolj kritično, tam je res zadeva in za otroke, ko imajo mamice z vozičkom, ko je znak, in za invalide, ko je znak, to se ne drži. Drugje se poplejalo, še kar drži, ker jaz gledam zadeva, pa to narejeno, tudi vi upravljate dobro delo, ampak to je pa moti me pri teh trgovinah, zdaj pri Šparu, tam pri Hoferju, pa pri Eurospinu ni teh problema, tole pri Šparu je pa zelo velik problem in to nema, zdaj bi bo to, da bi občina pritisnila na Špar s kako pobudo ali medobčinsko redarstvo, da oni to naročijo, ali oni to naročijo in tako dalje, ali kakva je zadeva v tem vašim ja. Naše pristojnosti segajo na kategorizirane in nekategorizirane površine, to se pravi, to so tudi parkirišča pri trgovskih centrih, kolikor so dani v javno rabo. Kar je v javni rabi, imamo pristojnosti in pri Šparu smo v preteklosti že pisali in tudi po ostalih trgovinah so se delo, se pravi, težava je v tem, mi pokrivamo 5 občin in tudi v Ravnah je bilo precej tega, mislim, prijav oziroma pripomb, da so parkirna mesta za invalide zasedena, ampak ko smo se vozili okrog, bom rekel, skoraj vsi imajo karto invalida. Ogromno invalidov je, jaz sem ravno tudi tajnik na SPV in tudi dan smo obravnavali 3 vloge za parkirna mesta invalidov, tako da teh je veliko. Hvala, Rafi, izvoli. Hvala za odgovor. Jaz vem, da je teh veliko, samo je zadeva taka, da mora biti to, da znak mora biti, da se vidi, jaz pač včasih, pa še posebej kot invalid sem zelo alergičen na to, kar pogledam malo. Saj tudi večkrat jaz prav pazim, da ga tudi sam dam gor, ampak mora biti na vidnem mestu, pa ne poleg tega, samo to cela leva stran ob Šparu, ko se parkira, ko ni parkirišč,
parkirišča so desno, to lepo pri odhodu, se pa ko malo z avtom mimo prideš. Tam je tudi, ko malo pride, skoraj vrata ga rovsta, se skoraj povozijo. Pa bankomate tam, ne. Eno vprašanje. Hvala. Eno vprašanje. Hvala. Izvoli. Kjere trgovine pa imajo parkirišče za javno uporabo? To je zanimivo, ker veliko trgovin imaš na vstopu tablo, da je obiskovalce trgovine, pa da bo nepravilno parkirane odstranjeni na njihove stroške. To imajo trgovine že kar predslagar napisano tudi, ja. In kaj pomeni? To... Ne smete. Ja. Hvala. Največji problem je pri Šparu, ker je največji promet in parkirajo tudi izven parkirnih mest. To je problem. Nadzor nad parkiranjem ni padel samo na redarstvo, oziroma je padel na redarstvo, ima pa policija glih tako vsa pooblastila še vedno po teh točkah, da lahko ukrepa. Tisti znak z vozičko, Rafa mena, to pomeni, da s košarjem ne smeš, da samo z vozičko, da greš. Dobro, še kdo kaj? Izvoli, Aleksandar. Hvala, jaz bi samo eno vprašanje imel za gospoda. A imate vi enaka pooblastila recimo kot ljubljanski mestni redarji? Verjetno ne, ali? Pooblastila so po celi Sloveniji enaka. Se pravi, lahko tudi uklenete to, ker tam v Ljubljani je že vse isto. To je pisano v zakonu o občinskem redarstvu, kjer so vse naše pristojnosti. Potem naprej je pa še vsak posamezni zakon oziroma odlok, ki nam daje pooblastila za ukrepanje. Še kdo? Če ne, potem sprejmemo sklep, da smo se seznanili s poročilo o delu med občinskega redarstva. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8, pravno-premoženjska bilanca občine Prevalje. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. V skladu z zakonodajo smo pripravili premoženjsko bilanco občine Prevalje na dan 31.12.2025. Premoženjska bilanca je sestavljena iz premoženjske bilance proračuna občine Prevalje, iz premoženjske bilance enotne zakladniškega računa občine Prevalje, iz premoženjske bilance osnovne šole Franja Goloba Prevalje, ki vključuje tudi enoto vrtca, in delne premoženjske bilance zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Vrednost aktive se je povečala za 11 milijonov. Največjo povečanje je na sedanji vrednosti nepremičnin, gre na nabavno vrednost nepremičnin v skupni višini 13 milijonov. Gre pa za investicije, ki smo jih v letu 2025 zaključili oziroma gradili. Park Prevalje plus objekt 3 milijone 600, potem nakup zemljišča pri Mercator tehniki, potem komunalno-cestna infrastruktura, cesta skozi Prevalje, vodohram Sirk, most Petrol, amortizacija pa zmanjšuje vrednost aktive, tako da iz teh 13 milijonov potem je aktiva samo 11 milijonov višja. Na ostalih postavkah so spremembe samo v manjšni vrednosti, kot na terjatvah, kot na obveznostih in skladih. Hvala. Odbor za finance, Zdravko, izvoli. Ja, odbor se je seznanil z bilanco za leto 2025 in ga predlaga občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo ter sprejem. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje sklep, da občinski svet potrjuje premoženjsko bilanco občine Prevalje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala.
Smo pri točki 9, občina po meri invalidov. Prosim, Ema Rafi za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Občinska uprava je skladno z določili pravilnika o pridobitvi listine občine po meri invalidov pripravila poročilo o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v občini Prevalje za leto 2025. To poročilo je seveda že pregledal in potrdil Svet za invalide na seji 18.3.2026. V lanskem letu je občina v sklopu tega projekta nakupila avtomobil, ki služi za prostovoljne prevoze starejših, uredila je evroključavnico na javnih sanitarijah, pomagala pri izvedbi klančin ter nabavila igro Štrbunk za potrebe upokojencev. V poročilu je seveda bolj obširno napisano tudi druge dejavnosti, ki niso materialnega značaja, ki ste si ga seveda vsi prebrali. In to poročilo moramo posredovati potem na Zvezo delovnih invalidov, ki je občini pred sedaj že desetletjem podelila to listino občina po meri invalidov. Tako da bi še par besed prepustila gospodu predsedniku Sveta za invalide. Gospod Škofca, izvolite. Hvala. Tek večinoma teh že Emilija povedala. Res občina gre zelo nasproti vsem tem šibkejšim ranljivim osebam, posebej invalidom in zelo veliko naredimo za to, da tudi prejšnjem letu, tako tudi ko bomo naprej. Zato apeliram, to je tudi mi skozi govorimo, da je to živ element, sproti se pridejo do problemov, sproti jih rešujemo. Res je to občina ogromno naredi za te zadeve in tudi apeliram vse, tudi občane, da če imajo kakšne predloge, tudi vas svetniki, da vidite kaj take, ampak kaj se bi lahko izboljšalo na tem, da čim več predlogov na občino, da jih poleg mi na svetu invalidov lahko obravnavamo in tudi rešujemo. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval to poročilo, ga potrjuje in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Ja, hvala. Jaz bi pa tole samo prosil Rafija ali pa Emo, da razložita, kaj je ta evroključavnica oziroma tudi evropski ključ, pa kje je dostop do njega za občane, tisti, če še slučajno kjer ne ve, no, jaz sem torek prvi čul za to. Druga stvar pa je, me zanima, če je v parku tudi izgrajen WC za invalide. Hvala. Hvala, v parku je WC za invalide, sigurno. Kar se tiče pa ključavnice. Hvala za besedo. Evroključavnica potrebuje seveda ključ, ki se pridobi na edinem podjetju, ki prodaja te ključe v Sloveniji, je JR Produkt. Cena je pa 35 € brez DDV, torej še DDV zraven. Ta ključ potem lahko odpira vse ključavnice v Evropi, ki imajo to ključavnico, evroključavnico, tako da je poluporaben za širšo uporabo. Toliko zaenkrat. Bi samo to povedal, tudi da občini sicer tudi ta WC odpiramo pa zapiramo. Kaj se tiče tega ključa, v Svet za invalide je dal prav naslov firme, ker je na spletni strani, ko se lahko vidi. Pa to, zdaj imam pa podatke od društev po Sloveniji, po vseh revmatoloških raznih tudi društev, da se je najboljše, da se ti invalidi obrnejo na društva, ker večinoma društv po Sloveniji prispeva zdravo, ali pa celo kupijo, nekatera celo kupijo ključe, ki se tudi za svojimi društvi povežejo v svojih krajih, ali pa v društvih, ko so po Sloveniji, vsaka bolezen ima svoje društvo, da se preko tega tudi dobijo ta evroključi, so pa zelo koristni, ker se lahko uporablja po celi Sloveniji. 35 € vse je. Ne, samo da, ja, zato vas pravim, da imajo vsi invalidi poleg tega možnost, lahko si ga sam kupi, imajo pa možnost, da se...
Po isti ceni, ja. Samo da imajo vsi možnost, da se na vsa društva, večinoma društvo, zdaj sam poznam društvo revmatologov Slovenije, pa društvo invalidov tudi tu Prevalj, ali pa recimo ravne, ko ti grejo na roko, mislim, eni celo kupijo ga, eni dajo recimo pol, pač imajo možnost, da ga dobi cenej, a ne. Velja pa na celo Slovenijo, mislim, dobra zadeva je to res. Hvala. Hvala. Občane pa v času delovanja tržnice je ključ dosegljiv na tržnici, tako da ga lahko dobijo in si odklenejo, pa dajo pol ključ nazaj, no, tako da toliko. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Ko smo bili pri teh invalidov, na mene tudi večkrat pritiskajo, oziroma velike težave imajo invalidi pri vstopu v dvorano gasilskega doma, ki kar pogosto se uporablja. Teda, če bi možno boj strani invalidskih organizacij ali kakorkoli drugače pritisniti malo, pa pomagati pri izvedbi izgradnje dvigala ali nekaj tega. Ni najbolj smešno, ko rabijo. Ja. Teko. Hvala. Še kdo? Če ne, sprejmemo sklep, da potrjujemo poročilo o izvajanju akcijskega načrta življenje invalidov občine Prevalj. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 10, poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Prevalj za leto 2025. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala. V skladu z 19. členom pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta moramo najmanj enkrat letno pripraviti pisno poročilo o izvajanju LEK-a in ga predložiti potem pristojnemu organu v obravnavo in seznanitev. Torej, pripravili smo poročilo za leto 2025, smo izvedli določene aktivnosti z področja učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov energije ter oskrbe z energijo. In sicer smo zamenjali nekatera stavbno pohištvo v nepremičninah, ki so v lasti občine Prevalje. Potem smo pripravljali projektno dokumentacijo v zvezi z namestitvijo sončnih elektrarn na objekte podružnične šole Leše, Šentanev in Holmec ter za vrtec Krojaček Hlaček. Ter postavili smo tudi polnilno postajo za e-avtomobile v parku Jezero. Za vse te dejavnosti smo skupaj porabili 17 900 evrov. Potem za naslednjo leto planiramo seveda malo večjo investicijo in sicer gre za namestitev te fotovoltaike na podružnične šole in na vrtec Krojaček Hlaček. Tu se predvidevajo sredstva sofinanciranje strani drugih virov, ki ne bodo občinski, torej 117 000 evrov se predvideva, da bodo sofinancerska sredstva. Potem isto predvidevamo zamenjavo stavbnega pohištva in zamenjava halogenskih svetilk javne razsvetljave z energetsko bolj učinkovitimi LED svetilkami. Toliko na kratko, hvala. Hvala. Odbor za KCG. Zdravko. Odbor je obravnaval poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta občine Prevalje in ga daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, izvoli, Martina. Jaz bi samo vprašala, kakva je vrednost, ki jo mora občina plačati za te sončne elektrarne, ki bojo na šolah, Leše, Holmec in to. Zdaj 117 000 je rekel, da je prispevek kot drugod, koliko pa pol za občino to še pride. Je to samo davka ali je še kaj drugega? V bistvu smo te stroške imeli, ko je bilo letos, to je bilo 7 000, pač tu je bilo okrog 9 000, to projektno dokumentacijo, potem pa imamo še DDV, ki je v višini 25, oziroma samo malo, DDV, ja, 25 000 evrov moramo še dati za DDV.
Ja, pol pa še moramo financirati 40 000 za nadzor, pa koordinacijo, varnost pri delu, to tudi moramo sami svojega proračuna. Prosim. Hvala, še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje sprejem sklepa oziroma sklepa o poročilu o izvajanju lokalnega energetskega. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 11, premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema. Hvala za besedo. Torej, premoženjsko-pravne zadeve. Prva zadeva se nanaša na poročilo. Torej, moramo poročati, če sklenemo kak pravni posel izven sprejetih načrtov, ki ste jih že sprejeli v sklopu proračuna v mesecu januara. In sicer poročamo vam, da smo sklenili eno pogodbo, s katero smo pridobili del cestišča. Gre za parcelno številko 287/8 na Lešah, to je pa del kategorizirane javne poti cesta na Zagrad. Gre za 292 kvadratov za ceno 584 €. To se samo seznanite. Potem pa imamo 6 ukinitev javnih dober. In sicer smo pripravili, gre v vseh primerih za zelo identično zadevo, to so stara javna dobra, sedaj ko odkupujemo asfaltirane ceste, nam pač kmeti in tisti lastniki zemljišč povejo, da bi radi v last pridobili te koščke zemljišč, ki tečejo med njihovimi parcelami in dejansko predstavljajo že bodisi kmetijske površine, gozd ali pa del funkcionalnega zemljišča okrog objektov, tako da v naravi več ne predstavljajo javnih površin. V tem primeru mi to gremo nasproti, zato da se uredijo lastniške zadeve in potem tudi pridobimo lažje cestišča od njih. Tako da prosim za potrditev predlaganih sklepov. Hvala. Hvala. Odbor za KCG. Izvoli z roko. Ja, odbor za KCG je vse te premoženjske zadeve obravnaval, tako poročilo o ravnanju z nepremičninami izven načrtov ravnanja, kot tudi ukinitve javnih dobra. Odbor za finance pa samo tisto točko, ko gre za poročilo o ravnanju z nepremičninami izven, in v vseh teh primerih sta oba odbora sprejela soglasno sklepe, da se predlaga občinskemu svetu, da se sprejmejo ta poročila in pa sprejmejo sklepi o ukinitvi javnega dobra. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje, Ivan, izvoli. Hvala lepa. Komisija za statut in pravno vprašanje se je seznanila s sklenitev o prodajni pogodbi in ga daje občinskemu svetu seveda v seznanitev. Od točke B do točke F je ugotovila, da vse ukinitve javnega dobra so pripravljene v skladu z ZUREP 3 in drugimi pravnimi akti, ter ga daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne želi, potem dajem na glasovanje točko 11 od A do F. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Točka 12. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala. Na podlagi 87. člena stanovanjskega zakona moramo poročati o sklenitvi dodelitvi neprofitnega stanovanja, in sicer izredne dodelitvijo. Župan je namreč odobril in smo izdali odločbo, in sicer dobili smo vlogo prosilca, v kateri je pač se znašel zaradi ujm, zaradi plazov, ki pretijo njegovemu objektu. Zato smo mu omogočili začasno bivanje v stanovanju številka 4 na naslovu Trg 13 za obdobje od 1. februarja do letošnjega leta do 1. februarja naslednjega leta. To smo dolžni vas samo seznaniti, da smo sklenili to pogodbo najemno. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati neke razprave? Če ne, sprejmemo sklep, da smo se seznanili z izjemno dodelitvijo stanovanja. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri pobudah in vprašanjih.
Izvoli, Boštjan. Hvala za besedo. Kot prvo bi vprašal, slišimo, da je z občinskim prostorskim načrtom OPN-om vse kar hitro poteka in smo dobili tudi prve odgovore, tako da me zanima, kdaj bo prva javna razgrnitev teh predlogov oziroma kar je bilo dano. Pol kot drugo bi vprašal, kar se tiče Šentanela, kak je zdaj kaj za čistilno napravo v Šentanelu, kdaj je v načrtu, da bo zgrajena letos so neka sredstva, oziroma so bile dodane, samo niso dovolj visoka, ker se pa tudi kar dolgo čaka. Morda pa še kot tretjo, ljudi pa tudi fez zanima, tako nas vse glede odprtja parka, da približno bomo lahko šli prvič not pa z otrokom uživali. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se parka tiče, čakamo na uporabno dovoljenje za objekt. Jaz upam, da ga bomo v kratkem dobili, zdaj se bo vreme tudi otoplilo in upam, da v naslednjih dneh, čim prej, ko bo možno, ko dobimo uporabno dovoljenje, pa še neke napake odpravimo, bomo šli v otvoritev parka. Jaz računam, da v enih 14 dni pa še že tu nekje bomo. Kaj bo prvo vprašanje? OPN, kdaj bi bila lahko prva razgrnitev? Po polletju. Po polletju računamo, da bo in da bomo šli pospešeno zdaj naprej. Kar se čistilne Šentanel, nekaj pripravljamo zdaj dokumentacijo za dostope, za dostopno cesto in te stvari. Zdaj pa čakamo na razpis za male čistilne naprave, ki bo. Zdaj bomo pospešeno probali narediti. Izvoli, Iza. Mene pa zanima zdaj, ko se park jezero zaključuje, če je predviden tudi prostor za mlade tam, tako je bo v prvotnem načrtu. Prostor za mlade v parku, tako kar je bo v prvotnem načrtu, če se že kaj dela na tem oziroma kakšni so načrti. Hvala. Ja, še vedno je v planu, pripravljamo projektno dokumentacijo. To lahko zdaj le rečemo v tem trenutku. Kaj več bomo tekom naslednjih dni. Štefan, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi se v tej priložnosti v imenu Krajevne skupnosti Šentanel zahvalil civilni zaščiti Prevalje pa gasilskemu društvu Prevalje za začasno zaščito strehe, to je na Kajžici pa avtobusni postajališču na Šentanelu. Problem je bil z zamakanjem v prostore in upamo, da bomo skupaj v kratkem našli tudi trajno rešitev in sanacijo ostrešja. Hvala. Hvala. Izvoli, Sander. Jaz sicer nema bi podrazno ali podbudu to povedal, ampak bom kar tu. Najprej bi se zahvalil za ureditev luči na stražišču, pa tam pod Gonjami, pa novega asfalta. Hvala. Hkrati me pa zanima, ker je bilo rečeno, da se bo ta ograja, kot je stara od železnic, tam zdaj aluminija sta naredila, kot je prilika, pa zdaj nič ni bilo še glede tega. A se še bo? Investicija še ni zaključena, pride ograja ob strani. Cestna ograja na desni strani ceste, ko greš tja, pride. Izvoli, Martina. Hvala. Mi bi prosili za eno ogledalo na izhodu iz ulice Spodnji kraj med Šapeko pa Božanko, ko se peleš na glavno cesto. Tam je kolesarji dovozijo po kolesarski stezi kar zelo hitro in je tam bi bilo zelo smiselno eno ogledalo, da ne povoziš koga oziroma ne nabašeš. Enkrat sem že predlagala na odboru pred njim časom, pa Kje je to točno? Na Spodnji kraj, tam, ko se v bistvu ne sme netrpeljati, ko se peljemo na glavno cesto, točno tam. Ja, za kolesar. Ja. Imamo več podobnih stvari in svet za preventivno cestno prometo na naslednji seji, kako in na kak način stvari reši. Izvoli.
Hvala. Jaz sem pa na zadnji seji imel pobudo za te dogodke, pa to, da bi se bolj ažurno objavljali na spletni strani, pa mogoče tudi na Facebook strani. In zdaj sem dobil odgovor, no, da se že dela na tem in je v bistvu moja pobuda, da bi se to malo pač približalo tudi društvom, da bi tudi društvo lahko svoje dogodke malo bolj objavljalo, promovira, da mogoče kajga obiskovalca več dobijo. Hvala. V redu. Bomo probali v kratkem času neke premike narediti, ker so potrebni. Andrej, izvoli. Hvala za besedo. Tako že kar en cajt lej nam, kar se tiče, nekaj moramo narediti z civilno zaščito. Pa ne smemo več odlašati, ker zdaj se nam spet bližajo vedno večje katastrofe. Poletje je tole, teda ne umeli takih težav. To je ena stvar. Drugo, imel bi tudi pobudo, da se gasilcam končno popravi tudi hidrant. 8 mesecev že čakamo, da pa nimamo gnarja, je pa tako malo žalostno odgovorno. To je ena taka osnovna dejavnost. Edini hidrant, ki ga lahko uporabljajo, je v Kvari že 8 mesecev. 8 mesecev opozarjajo. Ja, pač teti komarijo vedeti vejo. Ampak vedno pa je rečeno, ni gnarja. V glavnem, prvi čujem za to resno, pa če je 8 mesecev, bi pa že ta informacija lahko mogoče ti dal do mene, kot podžupan. V redu. Ja, v redu, nisem vedel, to prvi čujem. Kar se tiče civilne zaščite, da ne bo napačno razumevanje, gre za štab civilne zaščite, da ga je treba zdaj formirati po vsebinski plati, drugače civilna zaščita pri nas deluje, je delovala in deluje, ne glede na kadrovske ali take probleme, zaradi tega, ker takrat, ko je treba, stopimo skupaj in naredimo stvari, tako je treba. Je pa treba formalizirati stvari in vsebinsko štab dopolniti z ljudmi, ki imajo interes v civilni zaščiti delati. Hvala. Še kdo? Če ne, smo pri točki razno. Izvoli. Hvala lepa. Jaz imam pa dve stvari in sicer prvo me zanima, tole na glavni avtobusni postaji streha, a je to občinsko ali je del tiste stavbe? Del stavbe. Aha, te bi prosil, če bi občina en dopis poslala, ker že na 3-4 koncah toče streha. Teda druga stvar je pa to, ko sem že 2 meseca nazaj na odboru opozarjal, podpiram to, da se novi projekti pa to puvajo, da smo naredili plezalni center, da delamo park, da se pripravlja pump track, ampak ne smemo pa pozabljati na obstoječe objekte in to vidim jaz velik problem občini Prevaljah. Zakaj? Zato, ker se že drugo leto zaporedoma po jesenskih ne postaje košev za košarkarsko igrišče nazaj in to traja 7 mesecev zdaj. Koši še danes od jesenskih srečanj lani stojijo tam ob strani in pa se mi zdi zelo žalostno, da nekoga plačujemo, stvari se pa ne premaknejo nikamor. Tako da, hvala lepa. V redu. Bomo uredili. Še kdo? Razno, izvoli. Ne, Avuš. Hvala za besedo. Jaz pod razno bi mogoče pa samo pohvalil letošnjo zimsko službo, ker tak brez težav pa brez klicov, ko je bilo letos, pa že res dolgo ni bilo. Sicer ni bilo nekaj hudega, ni nas prizadeval nekaj hudega, ampak kar pa nas je bo pa kar ažurirano, naredeno teda. Hvala. Zdravko. Jaz bi hotel povedati, da bi bilo prav, da v skladu z poslovnikom poteka seja in kadar jaz razpravljam, da se zavedamo, da imam pravico do svojega mnenja, morda ne takega kot vi, ker jaz pač gradivo preberem, preštudiram. Ne trdim, da morate take stvari, ki jih jaz predstavim, sprijeti, dajte mi pa možnost in mi ne 3-4 sekati v besedo. Ali pa predlagite na naslednji seji spremembo poslovnika, kjer bo pisalo, da Fajmutu se lahko prosto seka v besede, da ne veljajo primeri tisti, ki so replika in tako naprej. Pa ni imel mi kdo kaj replicirati, pa nisem kaj proti komu rekel. Ampak to ni bilo zdaj prvič, zato sem se zdaj odločil, da če bom pa predolgo govoril,
pa je župan tisti, ki vodi sejo, pa naj me prekine. Vendar reči, da sem rahlo pol vznemirjen, že v sami razpravi, ko me na tak način zmotite, zdaj pa tudi. Prestar sem, da boste me na tak način obravnavali, pa se delali pametnega, jaz bom pa zmen butl za to, ko gledam, pa gradiva študiram, pa pregledam tudi zakonodajo in podobno. Ne biti taki. Puste me, pa tudi, če bo seja trajala za to uro, pa 15 minut, namesto samo 1 ure. Hvala. Hvala, Zdravko. Prevzamem krivdo, ker jaz moram voditi sejo in ja bom gledal na to, da bom korekten, ampak včasih mi uidejo, tako da kriv sem jaz, ker jaz bi mogel red narediti, pa bom na naslednji seji poskušal boljše voditi sejo. Se upravičujem, Zdravko. Še kdo? Če ne podrazno, imamo vabilo k sodelovanju na čistilni akciji jutri teden, ne, ja, 10.4. v petek. Mislim, da je prav, da počistimo malo bolj in da sproti čistimo. Še turistično društvo vabi pa občina Prevalje, tako da čim večjem številu za ostale bomo poskrbeli. Še ena zadeva, ki mogoče potočka razno, imamo rahle težave s kocerodom, z dvigom cen in gre za to, da smo Mežiška dolina plus Dravograd zahtevali, da se cena storitev dvigne samo za toliko, kolikor lahko z akumuliranim dobičkom znižamo ceno. In na tem vztrajamo. In prosim predstavnico našo, da na skupščini glasuje proti temu dvigu cen, zaradi tega, ker podjetje Kocerod je javno podjetje, ki sedi na denarju. Javno podjetje je, ne bi smelo dobička ustvarjati, mora delati s pozitivno nulo. Ves dobiček oziroma presežek prihodkov nad odhodki se lahko nameni za znižanje dviga cen ali pa za manjše investicije, to, kar se dogovorimo. Mi smo predlagali, da gre tokrat, ker so pač ti premiki, ni treba, da gre, ker je možnost, ker je potencial, gre za približno 1 milijon evrov akumuliranega dobička iz preteklih let, ki se lahko porabi za znižanje cene. Tako veste, da imamo tam še zadržana sredstva v višini skoraj 2 milijonov, naša sredstva, ki jih protizakonito drži na Kocerodu in da bomo mogli slejko preenkrat narediti red. In jaz enostavno nimam več volje hoditi na sestanke seje županov Koceroda zaradi tega, ker enostavno ne da se premakniti stvari, da bi nekdo zakonito delal. In jaz sem tu zaradi tega, da ste seznanjeni s tem, zaradi česa smo mi proti dvigu, takšnemu dvigu cene, ker enostavno nas ne upoštevajo, pa nekateri župani pač akceptirajo vse, kar je tam predlagano. In tako da to je zato, da imaš, Martina, ti neko osnovo, ne samo, da ti jaz rečem, ampak da so svetniki seznanjeni s tem. Ja, tako. V redu, hvala. Zahvaljujem se za konstruktivno sejo, še enkrat se opravičujem, Zdravko, tebi, ker nisem vodil seje, tako bi bilo treba voditi, da malo več reda, ampak bomo naslednjo sejo imeli malo več reda. Drugače vam pa vsem želim lepe velikonočne praznike, pa veliko lepih pisank za vaše otroke, pa vaše vnuke, tiste, ki jih imate. Hvala. Odgovori na pobude in vprašanja podana na 23. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 29. januarja 2026. Občinski svetnik Bernard Pačnik pove, da se njegovi predlogi na področju varnosti v cestnem prometu do sedaj še niso upoštevali, zato ponovno prosi, da se postavi ogledalo pri trgovskem centru Tuš in predlaga, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pregleda nevarnost pri vključevanju na glavni cesti in po potrebi doda ogledalo. Odgovor. Pobuda je bila podprta tudi strani
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Vloga, vključno s slikovnim gradivom prometne situacije, je bila posredovana na DRSI 22. januarja 2026. Ker odgovora še nismo prejeli, smo naslovnika zaradi ogrožanja prometne varnosti urgentno ponovno pozvali na terenski ogled in odobritvi postavitve ogledala. Naslednji predlog Bernarda Pačnika je bil, da se pri cvetličarni Iksija stari prehod čez cesto, ki ni več v uporabi, izbriše iz cestišča, da pešci niso zmedeni, saj je star prehod še vedno viden na cestišču. Odgovor. Brisanje ostankov barve na predmetnem prehodu za pešce bo naročeno v sklopu rednega vsakoletnega barvanja talnih cestnih označb. Naslednji predlog Bernarda Pačnika je bil, da se na enosmerni cesti v trgovine Harter proti Prisojam na obeh straneh postavi znak glede enosmernega prometa, saj je leta postavljen le na eni strani in so ljudje zmedeni in vozijo v obe smeri. Odgovor. Prometni znak, ki označuje enosmerno cesto, je že naročen in bo dodan na lokacijo, kjer se začne prometna ureditev enosmernega prometa. Občinskega svetnika Bernarda Pačnika nadalje zanima še, kdaj se časovno lahko pričakuje sprejetje novega občinskega prostorskega načrta. Odgovor. Župan pojasni, da se aktivnosti izvajajo in da se predvideva, da bo novi OPN sprejet do konca leta 2027. Občinski svetnik David Kavtičnik prosi za pojasnitev, kaj se dogaja nasproti poslovalnice pošte in pri stari grafiki na Prevaljah. Odgovor. Župan pojasni, da je lastnik pričel z rušenjem objekta, ni pa se še odločil, kako bo ravnal naprej. Občinski svetnik David Kavtičnik nadalje pove, da je zasledil, da bo 6. februarja na Prevaljah stand-up predstava, nato pa v mesecu marcu še koncert Heline Blagne in nova stand-up predstava. Prosi, da se datumi dogodkov bolj ažurno objavljajo na spletni strani občine Prevalje in na Facebook strani občine Prevalje. Odgovor, pobuda bo upoštevana. Občinskega svetnika Bogdana Pupovca zanima, zakaj je bila tabla pri igrišču, na kateri so bile osmrtnice, odstranjena in kdaj bo postavljena nazaj. Odgovor. Župan pojasni, da je predvidena rekonstrukcija cestišča od krožišča pri trgovskem centru Špar do železniške postaje in tudi gradnja novih stanovanjskih objektov na področju bivše Mercator Tehnike. Pričakujemo, da bo morebitna umestitev različnih obvestilnih tabel in druge urbane opreme del celovitega projekta zunanje ureditve tega prostora. Hvala.